Dobrodošli nazaj v dvorani. Nadaljujemo z našim pogovorom z gostom Markom Juhantom. Tukaj imam zdaj že kar 6 vprašanj in verjamem, da zdaj še druga vprašanja se bojo rojevala med vami. Kar se pa časa tiče, a vam je v redu, če bomo mi zaključili, namreč ura bo zdaj 9:30. Vem, da ste običajno, ste malce prej, ko so bile okrogle mize, zaključili z večerom. Seveda, kadar pa imamo predavanje, pomeni, da gremo veliko globje v eno temo in potem, če hočemo imeti še pogovor, bo vzelo to še nekaj več časa. Jaz bi predlagal recimo, da se nekje ob 10 vprašamo, če želimo še kakšno minuto podaljšati. Bo to v redu? Tako da imamo zdaj pa gotovo pol ure za naš pogovor. Tako. Gospod Marko, pozdravljen zdaj med nami še enkrat. Hvala. In bom šel kar k prvemu vprašanju, seveda so pa zelo konkretna. Prvo vprašanje pravi, kaj namesto opravičila? Kako odreagirati, ko otrok nekomu naredi nekaj namerno? Kaj zdaj starši narediti, kaj terjati od otroka? Prva stvar, stvari se kujejo v kovaštvu vroče, tako tudi z otrokom. Torej, ko je stvar vroča, ko se dogaja, je treba reagirati. Ne, bomo zdaj počakali 20 minut, pa se potem v miru pogovorili. To ne bo delovalo. In zato je pomembno, da rečem jaz, glej, takole si ravnal. Povem, kaj je naredil, kako se zdaj počutiš. Vprašam ga otroka, kako se počuti. Če reče v redu, potem ne čuti teže svojega dejanja in vprašam, kaj misliš, kako se on počuti. Ja, v redu. Zdaj pa onega drugega vprašam, kako se pa ti počutiš? Ja, ni v redu, boli me ali pa sem prizadet ali pa sem užaljen, kakorkoli že. Aha, kako to zgleda? Kaj? Vprašam. Daj informacijo in tega otroka svojega, ki je nekaj naredil narobe, vprašam, kaj bi pa ti pričakoval, kdaj si bil pa ti užaljen, tvoja zgodba, ki si jo sam doživel in si bil užaljen, si bil prizadet, te je bolelo in podobne stvari. In takrat, kaj bi ti naredil, kaj bi pričakoval od onega drugega, učim ga ravnanja, socialnega ravnanja, ni druge možnosti. Učim ga sočutja, učim ga tega, da čuti tisto, kar se dogaja v drugih ljudeh. Tega jih je treba naučiti, ker mnogi so čisto neobčutljivi. Danes temu tudi rečemo čustvena inteligenca in podobne stvari, ampak tega so nas starši naučili. To se da naučiti. Ni vse nujno, da mora biti vse v zibko dano. Da se vživlja v druge ljudi. Z enako situacijo in ko sam pri sebi nekaj, kar otroci, glejte, pri 5-6 letih so otroci že veliko stvari doživeli. Marsikaj se jim je že zgodilo, ne? In najde pri sebi podobno zgodbo, potem najde tudi občutek. Če ga pa jaz samo sprašujem, kako se počutiš, tega ne bo veliko, ker še ne zna izraziti, ne? Kaj vem, če vprašaš nekoga, ki je izgubil svojega dragega, kako se počutiš, se lahko dobiš bes nazaj. Kaj misliš, kako se počutim? No? Pa ne, kaj me zdaj sprašuješ, take neumnosti. Ampak nekdo, ki nikogar še ni izgubil, ne ve, kako to izgleda. Da je to ena praznina, ki se jo ne da zapolniti z nobeno stvarjo ta hip. Ne? In potem smo izumili, da čas zaceli vse rane. Resnica je, da ljubezen zaceli vse rane. Ko se začnem razmišljati o tem človeku, ki sem ga izgubil, ko začnem razmišljati ljubeče o njem, ko se začnem spominjati stvari, ki so se zgodile, ki smo jih skupaj doživljali, takrat je ta praznina vse manjša. Kaj narediti, ko ti zmanjka potrpljenja, predvsem pri kakšni pošteni navihanosti otroka? Sama mislim, da nimam prave potrpežljivosti niti za 7-krat, kaj šele 64-krat, se pravi 7x7-krat. Ja. Dobra štajerska trma tudi pride prav. Preprosto, ko se jaz odločim in rečem, v takih situacijah bom ravnal na tak način, in najtežje je ravnati takrat, ko te opazuje družina, domači, ostali, ko imaš publiko.
In si misliš, kaj pa oni mislijo zdaj. To nas dostikrat nese. Nese nas tudi to, da mislimo, da moramo vse narediti v enem času in v istem trenutku. Kaj se vem, glejte, če se ukvarjam z otrokom in mi začne nekaj takega kot s temi pokrovkami, to traja pol ure. V resnici je vseeno figo, ali imamo kosilo ali pa neko pozno večerjo ali pa zgodno večerjo ob 6. uri ali pa jo imamo ob 6:30. Nič posebnega se ponavadi med tednom ne dogaja, da bi morali to tako biti. Ampak mi hočemo to spraviti iz svoje komotnosti, iz tega, da se držim nekega svojega reda, v katerim se varno počutim. Hočem spraviti to na isto uro in sem prej pripravljen popustiti pri otroku, kot popustiti pri kuhi. Ja, tam se bom držal svojega reda. To mora biti. Večerja mora biti. Za vzgojo pa, no, če nimam potrpežljivosti. Je zame, ko se odločim, kaj je res pomembno, tisto peljem do konca, kar je pomembno. In vzgoja je pomembna. Še enkrat poudarjam, vroče je treba kovati. Če ne kuješ vroče, pa idite k kovaču, vprašajte ga, naj vam pokaže in boste videli. Če kuješ hladno, se zlomi, poči. In enako je z otrokom. Če ga vi hočete vzgajati 3 dni po tistem, ko je naredil nekaj narobe, pozabite, od te moke ne bo kruha. Ne bo. To je treba vroče, sproti. Še kadar za kakšno stvar prepozno zveste, da je v špiču, je zelo težko kasneje ukrepati. Zelo težko, na tak način, da bi res delovalo. Se pravi, kaj je pomembno? A je bolj pomembno? Zjutraj, če ste pred odhodom v službo, verjamem, da ne boste rekli ne, prijeli, fizično omejili in je zadeva rešena. Popoldan, ki se še vleče v večer in ko je časa pravzaprav dovolj, takrat se pa jaz lahko grem mirne duše take stvari pri vztrajnosti, zato da otrok ve, da ne more preprosto 15krat stvar narediti in potem bo po njegovem. Ker drugače pomislite, vam bo v 8. razredu začel navijati za skuter. In pred zaključkom 9, preden bo 15 let star, ga bo že imel, ker vas bo prepričal. Se bom vozil samo tam, veš, kjer sploh ni, samo po dvorišču. Ja, figo. Po mestu, po zelenicah se bo vozil, povsod se bo vozil. Ker ve, da ne bomo vztrajni. In moram biti samo enkrat več vztrajen kot otrok. A drži? Samo za eno rundo, enkrat, če je otrok 63, jaz moram 64 biti. Koliko je pa pol to lahko težko, če to moj otrok naredi? In kolikokrat slišim, ja, vi ne poznate mojega otroka, on je trmast, on ima to potašči, ne. In jaz potem rečem, gospa, trme sploh ni in potem me pisano gleda. Ja, trme ni, veste. Če otrok dela nekaj, kar mi je všeč in je vztrajen v tem, potem rečem, joj, kako je vztrajen, to ima po meni. Če je otrok vztrajen v nečem, kar mi ni všeč, je pa trmast in to ima pa po ženi. Ja? A vidite, lastnost otrokova je pa ista, to je vztrajnost. In edina spretnost, ki jo rabimo, če ena druga možnost obstaja, je prvič, da sem vztrajnejši od njega, to se pravi za en poskus tlje vztrajam od otroka. Druga možnost, no zdaj sem se pa zgubil, sem hipac. Misel je nekam pobegnila, ne vem kam. Torej, ali sem vztrajen, eno rundo dlje od otroka, druga možnost je pa preusmerjanje. Preusmerimo pa otroka na prastare načine, to so vaši starši znali. In tega kolegica, ki je ravnokar diplomirala, tega niso naučili na fakulteti, žal. Čemu služi zajček? Se spomnite, ko je otrok padel in so vas starši vprašali, a si zajčka ujela? Čemu to služi? No, to je preusmerjanje pozornosti. Ker ko ste začeli gledati, kje je zajček, niste opazili, da s kolena kri teče, niste kričali. Ja? Totalno preusmerjanje pozornosti in postal cel senzorni sistem na glavo, vključno z velikimi možgani, je bila mamina verzija aspirina. Kako to izgleda? Mami boli. Mama prime prst in kaj se zgodi v vaši glavi. Če hoče
vaša čutila, čutiti mamino sapo, je treba odrezati močno bolečino. In jo odrežejo, zato da čutite mamino sapo. In tisti hip, ko mama dejansko začne pihati, neha prst boleti. Ja, mama ima aspirin, ata ima pa urin. In sicer v naročju, tako, da ko je z otrokom vse narobe, ga vzamejo naročje in mu pove, vse bo v redu. In ga stisne k sebi, fanta, tako da kar kosti pokajo, da se počuti neskončno varno, da si misli, joj, kako me stisne, ko me ima rad, kaj če bi bil kdo tukaj, ki me ne mara, ki bi mi želel kaj slabega, kaj bi mu moj ata naredil. A veste, to je občutek varnosti, tega danes mnogi otroci nimajo. Žal, tudi se je to zgodilo z dobrimi nameni, a ne obvarovati otroke pred vse sorte zlorabami, in danes se jih ne sme noben več dotikati. Danes večina staršev imajo res radi in so nežni in vse, o čemer sem danes govoril, tudi do svojega telefona. Cele dneve ga božejo, malo vodoravno, malo po konc, pa malo pri strani, a buci in tako naprej. To smo čas delali z otroci, no? In to je bilo normalno. Ja? Danes pa to s telefoni, a ne? In pol zmanjka tiste nežnosti za otroke. In toliko lahko na dan delaš buci, več pa ne moreš, no. In to telefon, poraba je na telefonu velika, ne? Se veste, zdaj imate aplikaciji gor, krčite, ne? In to delajo ljudje, cele dneve božajo telefon, otrok ne boža noben več. Pol pa prideš, pa otroka primeš za glavo, takole kot za volanček, veste, pa ga še malo počohlaš. Pa kar medi, ker mu tako godi, ker sploh ni več vajen, niso več vajen toplega, varnega dotika. No. To je res kriza. Ko smo bili po taborih, smo imeli posebej pri meni za najstnico, za najstnice so se prišle zjokati. Smo imeli eno sobo, kamor so se prišle v naročje, vsest v ta apaurin, ja. Izjadati se dobesedno, povedala vse, kar je narobe, kako jih starši ne razumejo, kako jih učitelji zafrkavajo, kako jo je fant zapustil, kako jo noče videti, kako jo je kolegica najboljša ugolfala, pa fanta speljala in tako naprej. Zraven na mizi so bili robčki, pa ogledalo, da so se pol pogledali, da so obrisali ves make-up stran, da je bilo tako, kot mora biti po tistem silnem joku in to je bilo skoraj kot neke vrste spovednica, no. Taka civilna bi človek rekel, a ne. In so se napisale v vrsto, tako kot za fizioterapeutu na taboru. Kdaj kjera bo prišla in kdaj ob kjeri uri. No, tako. In je delovalo, no. Moram reči, zelo dobro, ker so dale stvari ven, ki jih drugače niso mogle. So pa vedeli, da vsebine pa ostanejo tam, samo med nama. Tukaj imamo še eno konkretno primirenega otroka, ki je star 5 let in pol. Pride iz vrtca včasih razpoložen tako, da se znese nad mlajšim bratom. Kaznovan je tako, da mora v izolacijo. Ne moremo pa izvedeti, zakaj je tako agresiven. Kaj oziroma kako naj izvemo, zakaj to počne. Hvala. Ob prevzemu otroka vedno vprašajte, kaj se je nazadnje v skupini dogajalo. A ne? In boste dobili nek opis. Neke posebne situacije lahko otroka znervirajo. Znervira lahko otroka tudi to, da je morda čakal par minut dlje, kot je pričakoval, ali pa ste vi prišli dejansko malo kasneje po njega. Otrok ima svojo biološko uro, ki zna biti precej natančna in ve, kdaj vi zamujate. To ni kar tako, da ne bi vedel, da ste prepozni. Češ se nima ure, se ne pozna na minute, pa ste 10 minut kasnejši, on čaka. In za otroka 10 minut je grozen čas. To je približno tako, kot če ste navajeni ob 10 pa 15 pite eno kavo. Če ni ob 10 pa 20 ali pa 10 pa 25 tiste kave, ste lahko že čist narobe. Tudi če vam nekdo kakav podtakne z okusom kave, bo v redu, ker prva tista želja je bila zadoščena. Ne gre samo za substanco, gre za navado. In otrok to lahko občuti. Druga stvar, mnogi starši grejo potem iz vrtca naravnost v trgovino z otrokom. In tam je seveda dostikrat ne, tega ne, onega ne. In otrok potem doma gre po hierarhiji, najde nekoga, ki je zadnji na vrsti, a ne, če bi imel mačka, bi pač mačka nabutal. Ampak tle očitno mačka nimajo, ali pa se maček brani s kremplji in nabutata malega brata ali sestro. Ne.
Ustaviti ga je treba, ustaviti fizično, ne, nič razlagati vedno znova, kar za roko ga prijeti, ne, in za pri 5 minut pa pol ni treba, da gre v sobo, lahko je kazen tudi stol. Used se za mizo, tle boš sedel, 5 minut pa pol, 6 minut tam sedi, to je dovolj. Toliko let, toliko minut. Čist dovolj velika kazen in potem, zdaj pa lahko se ustaneš izza stola, lahko se gibaš in tako naprej. In če je še vedno divji, nazaj, še za 6 minut. Ja? Pa se stvari zelo hitro nehajo, veste, otroci so bistri. Ja. Včasih je treba zraven sedeti, včasih bo tako podivjal, da ga treba vzeti v naročje in ga obvarovati pred njim samim, ker se hoče poškodovati, hoče pokazati, kako mu je hudo in se hoče butati z glavo ali pa karkoli. Takrat ga je treba v naročje vzeti, v varovalni prijem se temu reče, no tudi nekaj, kar na faksu ne učijo, ne. Se pravi, takole se usedete, predvsej na rob se je treba usesti, otroka s hrbtom zritko proti sebi, ga primete za roke navzkriž in držite za roke. Ne tako, da je ves zategnen, ampak tako, da se lahko giba, ne more pa pobegniti. On se giba, glavo morate imeti po strani, drugače vam bo lahko zobe razbije in pri nogah je pomembno, da jih imate pete narazen, tako po žensko je treba sedeti, ker otrok binca z nogami in če ima čevlje gor, vas bo popišel, ki to zelo boli. V parih minutah se umiri, ker ne more nikamor. Verjetno bo v celoti prepoten. Prepoznate, da je čas prišel, da ga spustite potem, ko neha godrnati in narediti kot majhen mucek, veste. On se je na varnem, se zdivja in potem ga lahko spustite in najbolj fino je, če mu date kakšen konkreten nasvet. Zdaj pa, lej, si bil jezen, pejte roke umiti, po obrazu se umij, ali pa ga vprašam, ti grem pomagati, a se greva umiti in tako naprej. Ne ga tolažiti, ne mu naukov dajati. Najhujša stvar pri vzgoji so nauki, takrat, kadar jih otrok ne želi. Ko vprašuje ali pa ko naredi nek hud greh, nekaj hudega, takrat en stavek na mesto ukrepa je lahko nauk, ampak samo enkrat. Če nauk ni prijel, ne ga ponavljati, ne bo prijel. Enako je s kaznijo, če kazen ni delovala, ne jo ponavljati, menjajte kazen, izberite nekaj drugega. Ker če danes ni prijela, tudi jutri ne bo prijela. Če vedno delate isto in vsakič pričakujete skrivaj drugačen rezultat, to je za psihiatra. Ja, to je tako, da bi dali vsak dan pšenično moko, pa kvas, pa sol, pa vodo, date v pečico in spečete kruh. Ker bo Miklavž, skrivaj pričakujete, da v šarkelj prišel ven. A je to za psihiatra? Je. A ne? Če vedno naredite isto, pričakujte približno isto. Dosti razlike ne bo, no. Ne? Drugo pa je, kje se pa treba ponavljati, ko oblikujete navado. Ko zobe pere nekih 80krat, ko se bo to navadil, 80krat umije zobe, vsak večer, preden gre spat, pol pa že obstaja verjetnost, bo en dan šel in ne bo umil zob in pride na rob, zobe imam, ko smate, grem zobe umiti. Se pravi, da je navada osvojena. Od 80 naprej. Tako da to je čisto malo, to ni niti 3 mesece. Ker računajte, da imate otroke še nekih 20-30 let, to je malenkost. V času predavanja ste večkrat omenil problem razvajanja in ena sprašuje, kaj pravzaprav je razlog, da otroke tako razvajamo. Osnovni razlog je, da narobe razumemo otrokove želje in jih sprejmemo kot otrokove potrebe. Tisti hip nastane razvajanje, ko otrok meni reče, jaz rabim, v resnici si pa želi, jaz pa hkrati mislim, da bo otrok razvojno nekako prikrajšan, če tega res ne bo dobil. To se pravi, da res rabi. V resnici je pa zadaj samo otrokova želja. Jaz rabim 6. nogometno žogo. Težka bo, ne da. Medtem, ko kakšne druge stvari pa res rabi naš čas, naše potrpljenje, rabi naše izkušnje, zgodbe iz naše mladosti. To otrok rabi, res rabi. Ne rabi radirke Hello Kitty, lahko je navadna, kjerakoli, a veste, vseeno je. Čeprav zna za to dokazati, da rabi tako, da se vrže po tleh, a ne? Takole 6-letnica, 1. razred, še vedno se ene mečejo po tleh. In zdaj Boga mama ne ve, da če otrok joka vertikalno ali pa če joka horizontalno, da je to samo zemljepisna razlika.
Ne ve, da otroka nič bolj ne boli, če se joka v leže. Pač pa joka v leže zato, ker dobro deluje na mamo. A ne? In če pri mami neha delovati, potem dela to samo še pri očetu. Če še pri očetu, pa še pri babici, če tam neha delovati, če ne vžuga več po svoje, če ne doseže svojega, otrok neha, ker so bistri. Vse so vaši, ne? Kakšni pa bojo. To je razlog. Torej, in želimo, da bi bili srečni, to je pa druga, in namesto, da bi otroku dali izkušnje in težke naloge, jim damo drage in množične stvari. Tisto, kar se pač ponuja. Ne? Namesto, da bi vlagali v otroka, vlagamo na otroka in ob otroka. Igrač in tega imajo eni otroci toliko, da nekaj neverjetnega. A ga bomo naučili, da je ena od oblik poskrbeti za druge, tudi ta, da lahko delim. Imate priliko, povejte otroku, da letos Božiček je pa toliko otrok novih nastalo, da vsega ne bo mogel sam. Ne, še on, če je dobil toliko več, če ima toliko več, da lahko nekaj da. Ne, malo pomaga Božičku, ne? Ali pa Miklavžu, ne pomaga, če dobi toliko. Razvajanje je, da otrok dobi Lego kocke za Miklavža. Za Miklavža po tradiciji se treba držati. Pregovor pravi, kadar opustiš manire, manire opustijo tebe. To je konec. Ko nehaš se držati starih običajev in jih ne gojiš več, si obnje. Nimaš več nobene garancije, da bodo stvari tekle, da bodo pravi občutki, da bo vse tako, kot mora biti. Ne pečete več potic, ampak jih kupujte v najboljšem sosedu, a ne, pri najboljšem sosedu, in otroci vaši so prikrajšani. Spomnite se, prišli ste z šole, po toplem je dišalo, malo zatohlo, kakšen cimet je dišal, rum in podobne stvari in ste vedeli, prazniki. Danes pa otroci pridejo in rečejo, mama, sem slišal, da bojo prazniki. Ja, bodo. In pol so prazniki, ko mama tisto odvije, praznik 2 minuti in pol konec. Spomnite se, kako ste kradli namaz za potico in kako je mama vedno pravi trenutek pogledala stran. To je tema mojega predavanja, veste, ampak vsega ne moreš dati noter, no, ne moreš. Ampak to so delale mame, zato ker so tudi one to počele in njihove mame so to počele. Ja? In tradicije so grozno pomembne. Za Miklavža otrok mora dobiti nekaj za posladkati, nekaj za oblečiti. Ja? Če je že treba še nekaj več, ne bo nekaj za prebrati. Če ne morete tudi brez tistega nekaj za poigrati, je treba vedeti, kam nosi pri vas Miklavž. Ali prinese v pehar, ali prinese v posodo, v piskar, kam prinese, kako je to? Na okno nastaviš kaj? Škoren, no recimo, škoren prinese. V škoren ne morete stresti Lego kock. Če že je igrača, mora biti v enem kosu. To ne more biti mobitel pa polnilc, to sta 2 kosa. En kos, ena igrača, konc. To je lahko ena majhna punčka. A je prav? Avtomobilček, eden, brez prikolice. Kombajn brez, skratka, a veste, kaj hočem povedati. Neka mala enostavna stvar, da lahko takole naredi in je srečen. Če že mislim, da mora dobiti, ampak praviloma otrok dobi res nekaj za obleči, nekaj za posladkati in nekaj za prebrati oziroma za prelistati, če gre to za manjše, ki še ne berejo. To je za Miklavža do vrh glave. Pa premalkrat prinesejo ali premog ali šibo, kakorkoli pri vas navada. Šiba, ne? Ja. Enkrat prinese, veste, v eni družini, imate rešeno za cel rod. Ja. Pri nas je prinesel šibo. Je. Kaj je bilo? Ta drugi je vse delil. Ja. Urši je prinesel Miklavž šibo, ker je bila res poredna, ne? Tistih dneh. Ona je probala, veste. A res prinese, to, ki je bila firpčna. A res prinese šibo in je prinesel šibo. Pelal sem ga na pokopališče naše. Na vaško pokopališče. Pa nekaj časa že hodi. A gledam. A kaj vidiš? Vidim. Ja, kaj pa vidiš? In razlaga in tako. A kaj opaziš? Kjerih simbolov, kjerih znakov največ vidiš? Seveda na vas
7 km od Kranja, pri nas ni gor židovskih, ni muslimanskih grobov, vsi so krščanski. A ne? In pravijo, polno križev, kaj ti to pove? A je kakšen od Miklavža znak ali pa od Božička znak? Ja, ne. Ja, sta polno dva mal drugač? Ja, sta. Kjere stvari uklešeš v kamen? Razlož mi. Za koliko časa stvari uklešeš stvari v kamen? In pravi, je za večno. No, a ti je jasno? Jasno. Ja. Hvala. Prepričan sem, da ima tudi kdo v publiki kakšno vprašanje. Ne vem, kje se zdaj nahaja sicer prenosni mikrofon. Tukaj pri Ireni. Tam zadaj je že roka dvignjena, Irena, lahko stopiš do gospoda. Ja, zelo modro. Jaz mislim, da tisti, ki smo v takih poklicih, kjer se srečujemo starši, da je modro, da staršem daš vedeti, da otroci znajo sami naročati, da sami povedo, kaj potrebujejo. Jaz sem že srečal tudi takega natakarja, ki je rekel, gospa, tako slabo slišim na tole stran, veste, mora otrok kar sam naročiti. In pol, res pa pri sosednji mizi, ne, veste, jaz sem grozen, firpčen človek. Vse pofirpcam in veliko stvari si tudi zapišem, ker sem imel pač srečo v prvem razredu, da me je učiteljica naučila pisati. Ne. Ja, in pol se ne pozabi. Ja. In pol lahko vlečeš neke take stvari, ravno pri teh puncah, ki ste jih nekateri zunaj gledali te knjigo Punce glavo gor, ta najstarejši listek je imel letnico 2003, 12 let star zapis, ki je šel v knjigo. Ker je bil tam, se mi je misel zdela pomembna. Od včerajšnje sobotne oddaje na Radiu Ognjišče en gospod je poklical in je krasno rekel, ko smo bili mi otroci, smo delali. In ker smo delali po najboljših močeh, nismo bili od staršev privilegirani, ampak smo bili zato spoštovani. In od tistega trenutka naprej si želim, da bi enkrat nekoč nastala ena knjiga, ki bi tole zadevo malo razčlenila ali pa sporočila na tak, da bi jo znal sporočiti naprej na tak način, kot jo jaz doživljam, me je kar zadelo, veste. Takoj list novinarki ukradem izpod rok svinčnik in pišem, da ne bi slučajno misel mi ušla. Sej vem, da je posnetek, ampak tisto v živo, tisto, ko doživiš enkrat, take stvari in to, da smo iskrivi, tako kot ste vi rekli, a ne ena knjižničarska, to je tista ta prava. Takrat lahko zelo veliko narediš za vzgojo, nobeden ni užaljen, ja? In v bistvu, kot je gospod rekel, to je neka posebna oblika usmiljenja, ker kako so otroci hvaležni, ko prekineš starše in smejo sami nekaj narediti, vprašati, povedati in podobne stvari. Oj, ne prašte. Najhujša, najbolj hvaležna stvar, ki sem jo tako na hitro doletel, ko sem enega fanta vprašal, ki je bil dislektičen, se poznate težave z branjem, pisanjem in še čem. Črke se jim kar mešajo, veste, kar med branjem skačejo sem in tja. In ta je imel tako hudo obliko, da je bil kot otrok v 2., 3. razredu, on je bruhal, ko je moral brati. Ker se mu je toliko vrtelo pred očmi, da je dejansko, no, skratka. No in fanta vprašam, koliko mora brati in je povedal, koliko mora brati, sem rekel, to je pa občutno preveč, to bo pa nekajkrat treba zmanjšati in so se mu solze ulile in je zlezel k meni v naročje 12-letni fant tam v pričo staršev, pričo očeta in pričo mame, a si predstavljate? Kakšna muka je bila njemu to delati, a ne? In jaz sem rekel, to bo pa nekajkrat treba zmanjšati. Še tako v nasmehu, češ, to je veliko preveč. In malo mu se je samo polilo in je kar prelezel k meni v naročje po zaščito, občutek varnosti, to je. Ja, zmeraj več ni bolje, ne? Tudi več vaditi, zmeraj ni bolje.
Se veste, če naredite ta prvo potico, pa ni najboljša, verjetno ne greste takoj te druge delati, ne, da ne. Malo počakati treba, ja. Pa premisliti, kaj ni šlo, pa zakaj ni šlo. Pa še eno stvar pomembno treba ugotoviti, da potica, tudi če se je potem razslojila, ne, ja, a veste, od tle do tle se itak razsloji, tako da, če jo na krožniku lepo držiš položeno, tudi če je razslojena, je vse v redu, ja, posebej, če je doma pečena, ne una naj se kar razsloji, Mercatorjeva me čisto vseeno, če pa doma pečena, fino je, če je cela, če je pa razslojena, ampak je vseeno odlična. Še eno vprašanje nam ostaja tukaj. Ena mama ima deklico, ki ima prijateljice v šoli in sprašuje, kako se umešati oziroma se ne umešati v odnose, recimo, ko se z eno deklico nočejo igrati. Mislim, da je treba pogledati z vidikov več staršev. Torej, te gospe, ki je rekla, ta pa kolegica se nočeta igrati še z eno deklico. To ni nič narobe. Vi imate 5 sosedov, eni vam niso všeč, tega ne oglašate na veliko in to je to. Rečete mu dober dan in greste mimo. Nihče vas ne sili v to. Tudi od otrok ne pričakovati, da bodo imeli radi vse sošolke in sošolce. Ne, nimajo. Mi pretiravamo. Mislimo, da mora v prvem razredu vsaka punca imeti 10 prijateljic, ker drugače pa ni nič vredna. 10 bo imela pa ne prijateljic, ampak sledilk na Facebooku, ena, ki izstopa. In verjemite mi, da vam ne bo všeč potem, kako izstopa. Ker bo izstopala po izjemno dragih cunjah, po nemogočih dogodkih, kamor jo vlačijo starši, ki si lahko privoščijo in imajo časa, mogoče imajo res tudi izbran okus. Se jo pač peljali v Avstralijo na operno predstavo, ok, si lahko privoščijo. In zdaj ona bo zna biti glavna med temi dekleti. Zna biti glavna tudi kakšna, ki je bolj manipulativno spretna. Zna s puncami jih zna privijati. Dovolj je, da ima vaš otrok enega prijatelja v razredu, eno prijateljico v razredu. In kadar je stiska, vedno z njo komunicira. In še oni dve se bosta včasih, če gre za dekleta, se bosta večkrat sprli, kot se bodo fantje. In potem vaša punca pride domov in reče, najboljša prijateljica Erika mi je pa jezik pokazala, zdaj pa hudo. In najhuje je, če mama reče, veš kaj, se vem, kako to je, se njena mama je z mano hodila v šolo, ista je bila. A ne? To je hudo. Za dekle. Modra mama bo rekla, ja, saj sem jaz tudi kaj tazga doživela, veš kaj, če sta se lahko cel teden sta se zdaj dobro razumeli, se bosta pa še zmenili, kako je, če ti jezik pokaže. Pravzaprav, a te to kaj boli? Lej, pa mama pokaže jezik, a te to zdaj kaj boli? Mala se pa reži, ko si hecna, kad ti meni jezik kažeš, ne? Ja, ne vidiš, ne boli, pač vzameš na mal drug način, ne? Ja, pa mi pa reče, da jo ne maram, da me ne mara. Je prav. Ti pa reč, jaz te imam pa vseeno rada. Mimo grede, to je tudi odgovor vam mamam, ko vam najstnica reče, ne maram te. Vi boste pa rekli, prav, jaz te imam pa vseeno rada. Ne, pa nimaš. Nič ne more proti temu, čisto nič, samo jezi se lahko in ne more nič. Če pa mislite, da sta njena najboljša prijateljica in vam to reče, pol imate pa dramo. Pa sta pa obe prizadeti. Vaša punca, ki je izgubila najboljšo prijateljico, in vi, ker niste več kar naenkrat najboljša prijateljica vaše punce. In kaj vam polo ostane? Ja, greste skupaj v neko tak lokal, kjer se neki nadomestek diski niso več prav popularni, ampak tja. Sam problem bo, da vaša punca ne šla nikoli več tja, ker je bo sram zaradi vas. In pa se zgodi, da mama ne neha hoditi tja. Ja, ker najde nekaj zase za svojo dušco, ker takrat ni ujela, ko je imela sama 14, 15, 17 let. Tako malo je treba po pameti, včasih na kratko, včasih je treba vztrajati, res dolgo, takrat se splača dolgo, kadar neke navade oblikujemo, kadar meje postavljamo. Pri kaznovanju se ne splača vztrajati dolgo, ker če je ta pravi kazen, ta prava izbrana, deluje. Jaz zdaj ne vem, če imate čas.
Ena od pogostih kazni je jemanje računalnika. A veste, kako se to prav naredi, tako da deluje? A povem? Ja, ok. Napačna pot je običajna tale. Otrok pride domov, mama pogleda v redovalnico, elektronsko ali pa zve iz šole, kakorkoli, in ima cvek. In reče, tako, zdaj si pa nisi mi povedal in imaš cvek, in zdaj si za 10 dni ob računalnik. In otrok reče, prav, kar mej ga. Dajte ga nekam, ne reče lih vtaknite, ampak dajte ga nekam, kamor čte, ne vem, zakaj ste mi ga sploh kupili, ker mi ga stalno jemljete. Nace ima 6 cvekov, nikoli v življenju mu še niso vzeli računalnika. Pa mal se vprašta z očetom, kakšna starša sta. Od tega ne bo nič. Fant bo šel kuhati jezo, punca se bo vrgla na poslo in bo probala mamo prepričati, da je depresivna, ne? In mama bo začela že po 20 minutah, Marija, na svetovalni center jo bo treba pelati. Medtem pravi način je čisto podoben. Pridete domov, odkrijete, da ima cvek, ga pokličete, poveste, imaš cvek, nisi povedal, tako, zdaj pa ukrep, zdaj si pa ob računalnik. In greste. In otrok pricapla za vami, najstnik pricapla za vami. Ja, a ob računalnik za koliko časa? Je za toliko časa, da popraviš to oceno. Najmanj 4, recimo. A reče otrok, prav, kar imejte ga. Takoj se spreobrne v eko učenca. Zakaj eko? Ker začne ugotavljati, kako bi z najmanj vložene energije čim prej popravil tisti cvek. A drži? To je bil pa vaš cilj. In to je treba povezati ukrep s tistim cvekom. In ta je dobro povezan. Čim popraviš, dobiš računalnik nazaj. Deluje. Verjemite, starši, koliko preleti mailov. Neverjetno, deluje. Računalnik sem vzel in deluje. V 2 dneh je popravil cvek. In zdaj ima računalnik nazaj in jaz sem miren. Kakšna malenkost? Rečem za 10 dni, ali pa rečem toliko časa, da popraviš cvek in dobim ven popolnoma drugačno obnašanje svojega najstnika. Tako, naše srečanje se počasi približuje koncu, ker zdaj je že ura 10 pa 7 minut, pa vendar je prišlo še eno vprašanje, tega nismo še omenjali. Vloga fizične kazni, se pravi kako pa fizična kazen pri majhnih otrocih? Ja. Pri vseh otrocih, jaz sem proti. Verjamem pa, da bo otrok, ki ima relativno normalne starše, kdaj kakšno ujel. Tako da sem tudi na Pop TV na glas javno v Dnevniku povedal, če ste med tistimi starši, ki ste se odločili, da otrok ne boste pretepali in da jih ne boste tepli, pa se vam je vendarle zgodilo, da ste mu dali 2 čez red, potem pridite k meni z ženo, midva sva odprla klub. Ja, jaz sem bil tudi za prmej, ne bom jih, ampak se je zgodilo, pri vsakem enkrat, praviloma se stvari zgodijo v stiski in v nemoči. Če otroci ubogajo, jih nikoli ne fašejo, je prav. Ko ti zmanjka vsega in ko te je tudi strah, da bo otrok nekaj ponovil in te je tako strah, da veš, da bo zaradi tega otrok ogrožen, takrat se pa zna zgoditi, da dvigneš roko nad lastnega otroka. Čim manjkrat je gotovo dobra, sistematična rešitev to ni. In tudi ni rešitev, da se odločiš, zdaj ga pa bom enkrat, da to ne bo povzročil. To ni upravičljivo, to je načrtno. Če se vam zgodi, ne vem, otrok se ga držite za roko, se spuli, skoči, tam je na drugi strani bel maček, otrok skoči in vi ga za zadnji hip potegnete in že avto tuli, piska tovornjak in ste zelo verjetno, da v temulca čez koleno pa 2 poriti. Od panike, od besa, od tega, da ne bo nikoli več, res ne bo nikoli več tega naredil. Ne bo se vam spulil z roke pa skočil čez cesto, brez da bi pogledal. Upravičljivo pa to ni. Ni, to je napaka. Še vedno je bila napaka. Ampak je to taka napaka, verjemite mi, da zaradi tega vas sociala ne bo vlačila od enega do drugega kota sem pa tja pa jemala otroke in podobne stvari. Lahko vam pa jemlje otroke vaš partner, s katerim se kregata zaradi ene take napake. To je pa druga plat. Sociala sama generalno se ne bo vmešala za manipulacijo
kdo bo koga, v smislu otrok je moj in ne bo tvoj, vseeno moški ali ženska, znamo oboji delati hude neumnosti, tam pa zna priti to do napačne uporabe in potem ima zadeva lahko zelo hude posledice. Hvala, gospod Marko. Zdaj pa, ja, vsaka dobra stvar se mora enkrat končati, ne? Drži, se pravi tudi ta večer. Tako da povabim sedaj Ireno, tudi sem gor na oder. Najprej bi se radi vam zahvalili, gospod Marko, za to, da ste odzval se našemu vabilu za to predavanje. Hvala lepa.